Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovane ministrice in ministri, spoštovani predstavniki političnih strank, predstavniki ministrstev, kolegi iz delodajalskih združenj, partnerji iz tujine, spoštovane obrtnice in obrtniki, podjetnice, podjetniki, dober dan in dobrodošli na forumu obrti in podjetništva. Zakaj je letošnji forum nekaj posebnega? Lani je bilo volilno leto in mnogi predstavniki, ki danes sedijo tukaj, so nam lani na forumu kar nekaj obljub dali za izboljšanje poslovnega okolja. In letos že lahko preverimo, ali se te obljube uresničujejo, ali, kot se temu reče, so se izgubile v političnem usklajevanju. Letos forum pripravljamo že 17. in kakšne so naša pričakovanja, nam bo povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Branko Meh. Predsednik, beseda je vaša. Spoštovani predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, Alojz Kosta, cenjeni ministrici, magistra Alenka Bratušek in magistra Ksenija Klamfer, cenjeni ministri, gospod Zdravko Počivalšek, doktor Jernej Pikalo, gospod Rudi Medved in gospod Boštjan Poklukar, spoštovani državni sekretarji, državni svetniki, poslanci, predsedniki domačih in tujih partnerskih organizacij, funkcionarji in zaposleni v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu, cenjene obrtnice in obrtniki, podjetnice in podjetniki, spoštovani predstavniki medijev. Dobrodošli na 17. forumu obrti in podjetništva, na katerem bomo predstavili letošnje zahteve. Naš ključni cilj je, da bodo naše zahteve ne le slišane, temveč tudi uslišane. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki je kljub prostovoljnemu članstvu še vedno največja zbornica gospodarstva v državi. Zahteve pišemo že od leta 1991. Zahteve so spisane z namenom, da bi pomagali malemu gospodarstvu k hitrejšemu razvoju in večji konkurenčnosti. Pred natanko letom dni smo predstavnike političnih strank na tem mestu soočili z našimi zahtevami. Obljub je bilo veliko, bil je tudi čas pred državnozborskimi volitvami. Kot lahko sami razberete iz naše knjižice, ki ste jo danes prijeli, so letošnje zahteve v večji meri ostale enake kot lani. O vzrokih ne bomo danes razglabljali, bistveno je, spoštovani predstavniki vlade, da nam danes nalijete čistega vina in obljubite zgolj tisto, kar boste do prihodnjega foruma uspeli realizirati. Tudi obrtniki in podjetniki se moramo držati rokov in obljub. Sicer nas naše stranke ne jemljejo resno. To pa pričakujemo tudi od vas. Seveda pa lahko na glas in brez vsakršnega zadržka javno pohvalim predsednika vlade, gospoda Marjana Šarca, ki je izpolnil svojo obljubo in pred mesecem dni imenoval državnega sekretarja za malo gospodarstvo. Kot veste, je bila to na lanskem forumu med našimi najpomembnejšimi zahtevami. Malo gospodarstvo je hrbtenica slovenskega gospodarstva in ima preveč pomembno vlogo za Slovenijo, da bi potrebe tega segmenta gospodarstva ostale še naprej preslišane. Kar 117 tisoč poslovnih subjektov skupaj zaposluje več kot 350 tisoč oseb. To je številka, ki jo preprosto ne moremo in ne smemo prezreti. Letošnje zahteve obsegajo rekordnih 136 zahtev. Dotikajo pa se trga dela, zdravstvenega, izobraževalnega in davčnega sistema ter poslovnega okolja. In ne, nikakor ne pričakujemo,
da bo vlada v enem letu rešila vseh 136 zahtev. Pričakujemo pa, da bo realizirala 20 najpomembnejših. Na področju trga dela je med ključnimi zahtevami ustanovitev sklada za odpravnine delavcem, s čimer bi delodajalce razbremenili izplačil odpravnin v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Že od leta 2015 si prizadevamo tudi za ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo po vzoru Nemčije, Avstrije, Italije. Med ključnimi zahtevami je tudi sistemska zakonska rešitev, ki bi vsem upokojenim obrtnikom omogočila uživanje celotne pokojnine in hkratnemu upravljanju samostojne dejavnosti. Na področju zdravstvenega sistema pričakujemo drugačno ureditev regresnih zahtevkov zavodov do delodajalcev v primeru nesreče pri delu. Prizadevamo si tudi za ureditev problematike poklicnih bolezni v povezavi s celovito prenovo zdravstvenega sistema, ki bo zagotovilo ustrezne varovalke za preprečitev potencialnih zlorab in nedokazanih odškodninskih zahtevkov do delodajalcev, ki bi lahko nastale zaradi pravilnika o poklicnih boleznih. Zahtevamo tudi, da nadomestil v času bolniškega staleža pa naj preide z delodajalca na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije že po 20 koledarskih dneh. Predlog Levice, da se to področje uredi zgolj za samozaposlene v kulturi, se nam zdi krivičen in diskriminatoren. Vprašati se je treba, ali smo socialna država za vse ali zgolj za izbrance. Menim, da si prav vsi samozaposleni zaslužijo zdravstveno in socialno varnost. Na področju davčnega sistema predlagamo uvedbo znižane stopnje davkov od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja. S tem ukrepom bi ukrepili stabilnost in rast malega gospodarstva ter omogočili odpiranje novih delovnih mest. Pri uvedbi davka na nepremičnine pa vztrajamo pri tem, da se bo nova obdavčitev primerljiva z obstoječim nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Nadalje zahtevamo spremembo dohodninske lestvice in znižanje prispevkov, saj so obremenitve podjetij previsoke. S tem bi se zvišalo neto plačilo delavca. Motivacija in pripravljenost delavcev za delo, posledično pa bi povečana potrošnja vodila v vsesplošno gospodarsko korist. Na področju izobraževalnega sistema je med našimi zahtevami učinkovitejši sistem poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Zagotoviti je treba tudi sredstva za sofinanciranje mojstrskih izpitov. Za izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji pa je treba predvsem odpraviti številne nepotrebne administrativne ovire, ki dušijo slovensko gospodarstvo. Gre za ovire pri poročanju o odpadkih in ovire pri čezmejnem izvajanju storitev. Že več let pa zahtevamo tudi spremembo metodologije za izračun omrežnin. Po sedanji uredbi je račun za vodo odvisen od zmogljivosti vodovodnega priključka in ne od dejanske porabe vode, kar se nam zdi naravnost absurdno. Pri prihodu iz prve na drugo generacijo propadeta kar 2/3 družinskih podjetij. To je zaskrbljujoč podatek, sploh če vemo, da družinska podjetja zaposlujejo 70% aktivnega delovnega prebivalstva. Zato predlagamo, da so tudi prevzemniki družinskih podjetij deležni enkratne finančne podpore v obliki nepovratnih sredstev po zgledu pomoči mladim prevzemnikom kmetij. Naša dolgoletna zahteva, pa tudi plačilo nadomestila za avtorske pravice
za vse kolektivne organizacije preko skupne položnice. Naša dolgoletna zahteva pa je tudi zahteva po plačilu prispevkov za socialno varnost na enoten plačilni nalog, pa naj bi se po informacijah Finančne uprave Republike Slovenije realizirala še ta mesec. To je torej zgolj nekaj zahtev, za katere upamo, da jih boste, spoštovani predstavniki vlade, realizirali do prihodnega foruma. Obenem pa ne smemo prezreti, da se gospodarstvo v evrskem območju ohlaja. Tveganja, kot so Brexit in nedorečeni trgovinski odnosi Kitajske z ZDA, Evropsko unijo, pa tudi gospodarske težave v Italiji in izzivi nemškega avtomobilskega sektorja ostajajo. Nekateri naši člani, obrtniki in podjetniki, ki so vezani na te trge teh držav, to že občutijo v svojih podjetjih. Prav zato je še toliko bolj pomembno, da ukrepamo zdaj, rešitve imamo na mizi. Uresničitev naših zahtev, vsaj večine, bi dejansko imela pozitiven vpliv na slovensko gospodarstvo. Moja dolgoletna mantra mi zato tudi tokrat ne uide. Če bo šlo dobro slovenskemu gospodarstvu, bo šlo dobro vsem državljanom Republike Slovenije. To je preprosta resnica, ki bi se jo morali zavedati vsakokrat, ko sprejemamo odločitve z vplivom na naše poslovanje, naše življenje, če želite. Spoštovane ministrice, ministri, državni sekretarji in ostali odločevalci, ki nam krojite usodo. Želim si, da boste letošnjim zahtevam pozorno prisluhnili, jih slišali in tudi realizirali do prihodnega foruma. Za dobro vseh nas. Hvala. Najlepše hvala našemu predsedniku za predstavitev letošnjih zahtev.